Definitivno si bi želela zmagati ta turnir, ampak se zavedam, da so tukaj vsi dobri in da moraš vsako tekmo odigrati na 100%, in da te marsikaj na poti lahko preseneti, zaradi tega se samo fokusiram na tisto tekmo, ki je pred mano, torej na jutri, in na to, kako bom odigrala, da bom pač lahko prišla do zmage in da bom skozi tekme stopnjevala tudi svojo igro in da bom konec koncev vse to, kar delam na treningu, uspela prenesti v tekmo. To mi je glavni cilj. Očitno je to dober recept, se pravi fokusirati se na posamezno tekmo, ne pa biti v mislih že potem na soboti, ne? To je vedno dober recept. Vem, da v preteklosti sem se mogoče na neke take stvari malo bolj fokusirala ali pa morda glede na to, da je vseeno domač teren, bi lahko rekla, da sem včasih čutila neki pritisk, ampak letos glede na to, da je moje zadnje leto, moram reči, da sem zelo brez nekega dodatnega pritiska, ampak v bistvu to samo uživam, ker vem, da ne bo več toliko teh domačih turnirov, ker vzdušje in vse na domačem turnirju je nepojemljivo, in bom res probala izkoristiti vsako tekmo, dati vse od sebe, prikazati dobro igro in seveda samo na zmage. To je tisto, ne. Kaj pa bo potem naslednje leto, če je letos zadnjič? Ja, letos se konča moje mladinsko leto na ITF-u in naslednje leto oziroma že konec tega leta bom začela s profesionalnimi turnirji, do zdaj sem jih že par odigrala, ampak to so $15,000 turnirji, $25,000 turnirji. V bistvu mi predvsem zaradi rankinga, ker če želiš igrati turnirje, rabiš vsaj neki ranking, da prideš v glavne turnirje. Mislim, da je tu zelo dobra priložnost septembra, ko bom po vsej verjetnosti igrala 2 profesionalna turnirja na Otočcu. Tako da bom nekako naredila ta prehod v člansko kategorijo.